Glasbeni utrip. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem utripu bomo najprej izluščili nekaj ključnih misli po pravkar končanem 55. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije Temsig. Potem bomo poročali še o nedeljskem tretjem koncertu letošnjih Mozartin, na katerem je Simfonični orkester RTV Slovenija združil moči z zborom Ljubljanski madrigalisti in mladinskim pevskim zborom RTV Slovenija, o koncertu hrvaškega ansambla za staro glasbo Minstrel, ki je v četrtek v sklopu abonmaja Sosedje nastopil v Narodnem domu Celje, ter o petkovem glasbenem dogodku v prostorih krajevne knjižnice Kostanjevica na Krki. Tam je nastopil duo Ehosfera, v katerem sodelujeta multiinstrumentalista Matija Krivec in Klemen Bračko. Skozi današnje vsebine vas vodim Mihael Kozjek. V fokusu. Včeraj se je s slavnostnim koncertom in podelitvijo nagrad prvonagrajencem v dvorani Lucijana Marije Škerjanca na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet končalo letošnje tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. 55. Temsig, ki sicer združuje 3 glasbeno-umetniška tekmovanja, se je začel že z začetkom leta, ko sta bili v Lendavi plesni tekmovanji Baltek in Contempo, mladi glasbeniki pa so v Ljubljani nastopali marca. V letošnjem tekmovanju se je s predsednico komisije Temsig, Betko Bizjak-Kotnik, pogovarjala Vesna Vovk. Za nami je največje glasbeno tekmovanje v državi, Temsig, tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. 55. po vrsti je bilo to. Bi mogoče najprej vprašala, kako vi gledate na to tekmovanje? Zakaj je tako pomembno, da imamo v Sloveniji neko tako tekmovanje, na katerem se lahko preizkušajo naši mladi glasbeniki? Kaj je poslanstvo tega tekmovanja? Poslanstvo tega tekmovanja je najverjetneje v želji, da mladi pridobijo izkušnjo odra. Sicer je to neka zunanja motivacija, pa vendar jih brez ciljev ali pa poti, kamor bi šel mlad glasbenik ali pa profesor, nekako lahko botruje večjemu napredku. Kljub vsemu pa menim, da je prvobitni cilj, verjetno izpred 50 let, da se dijaki, učenci podružijo, da pridejo v stik z obrobnih glasbenih šol, da se združijo, da se pripravi podlaga tudi za morebitno štipendijo ali da kakšen iz druge glasbene šole potrdi to njegovo željo, da bi se ukvarjal z glasbo, da bi šel naprej na srednjo stopnjo, potem na akademijo. Gre za ogromno tekmovanje, tako po disciplinah, recimo zato se tudi vsake 3 leta zamenjajo in po številu udeležencev. Letos je bilo namenjeno za trobila, solo jazz in pa komorne zasedbe s klavirjem. In godali? Klavir štiriročno oziroma. In klavirski duo. Koliko je potem udeležencev vseh skupaj bilo, recimo letos? Torej, letos je bilo udeležencev 548 in sicer v 445 je nastopilo v solo disciplinah, 103 duji in komorne skupine, kar je vse skupaj naneslo 680 mladih glasbenikov. Je bilo podeljeno kar lepo število nagrad, plaket in priznanj, 349 zlatih, 176 srebrnih plaket, 23 bronastih, od tega pa seveda prve, druge in tretje nagrade, kakor je rangirano po vrstnem redu. Kot sem že rekla, to je veliko glasbenikov, veliko je komisij. Kje poteka tekmovanje, ker to ne gre kar v en prostor, ne? V en prostor ne gre. Zdaj Zveza slovenskih glasbenih šol ima že nekaj desetletij dogovor, da se na 3 leta se seli po regijah. V letošnjo leto se je začel to 3-letno obdobje v Ljubljani
Kar veliko potem pride verjetno usklajevanja in urnikov, ne? Da, usklajevanja urnikov, predvsem lokacij, razdelitev disciplin po lokacijah. Ko so bile prijave zaključene, je bilo potrebno še kakšen dan kje podaljšati ali pa spremeniti lokacijo, da je bil urnik spremljiv. Namreč, če se kategorija zaključi ob 8, potem je potrebno en smiselen razgovor, oddaja rezultatov, pogovor in tudi kakšen tekmovalec, kandidat, mladi glasbenik je počakal na razgovor, da je lahko izkoristil to priliko in dobil informacije z prve roke, kar je pa če se zdaj vrnem na tisto vprašanje, na začetku, kaj je pomen pa smisel takšnih tekmovanj, zagotovo ta povratna informacija člana komisije, ki je sam tudi glasbenik, ki je sam šel čez te procese in z drugimi, pa ki ni profesor in lahko obrazloži in pove svoje opažanja, svojo interpretacijo, predvsem pa napotke, pa spodbudo za naprej. No, še en lep element Temsiga je skrb za slovensko glasbo, vedno je nekaj slovenskih del obveznih, pa nekaj tudi jih nastane vsakič, ne? Tudi letos? Tudi letos jih je nastalo, pogovarjali smo se, da bi veljalo nagovoriti Akademijo za glasbo, njihov oddelek za kompozicijo. Drugi korak seveda, kje bi bile te skladbe potem izdane. In tukaj je potrebno izpostaviti pripravljenost in sodelovanje Društva slovenskih skladateljev. No, in že lanski Temsig 54 je prinesel nekaj novih skladb, letošnji 55 pa koordinator na akademiji je bil profesor Weber. In nastalo je 12 novih skladb, pa če si dovolim, bi tule imenovala študente: Enej Lah, Blaž Pirnat, Miha Rajterič, Lucijo Žganc, Luka Tončič, Miha Škarlep, Jakob Kurošec, Jernej Mušič, Andro Ostrognaj in Maj Brinovec, pa Nejc Poljanec. Tekmovanju in rezultatom se bomo podrobneje posvetili v naših oddajah v Nove glasbene generacije. Bi pa mi dve še kakšno besedo namenili plesnemu tekmovanju, ne? V okviru Temsiga delujeta tudi 2 plesni tekmovanji, ki sta pa že menili že v začetku leta. To sta Baltek in pa Kontempo, mogoče najprej kakšno besedo o Balteku. Tako, Baltek ima tradicijo 34 let, če rečemo, da je letos bilo 17. izvedba. Gostujemo s tekmovanjem v Lendavi, v kulturnem centru. Tekmovanje poteka v 2 krogih, tretji dan pa je tudi gala koncert in pogovor z člani žirije komisije. Letošnjega Balteka se je udeležilo 58 kandidatov, plesalcev tako nižje, srednje in pa višje stopnje. Ocenjevala jih je pa tokrat 5-članska žirija. Rezultati? Rezultati Balteka pa so bili tako, da so bili zelo uspešni. Plesalke so prejele 18 zlatih, 11 srebrnih in 11 bronastih plaket. Plesalci pa 1 bronasto, 1 priznanje, v srednji kategoriji, se pravi srednješolski kategoriji, pa 2 zlati. No, to je tekmovanje za baletne plesalce, letos pa je prvič potekalo tudi tekmovanje Kontempo, ki pa je namenjeno... Tekmovanje Kontempo pa je namenjeno plesalcev za sodobni ples, nižje glasbene stopnje, se pravi nižje osnovnošolske stopnje, srednje do višješolske. Moram morda izpostaviti, poudariti, da je Kontempo nekako zrastel na ogrodih izkušnj Balteka, da je pa zagotovo tukaj priložnost razvoja in vseh refleksij, ki so se ob tem porodile, kako stvari peljati dalje, zagotovo dober temelj za nadaljnji razvoj tega tekmovanja, ki je nekako tlel že nekaj let, pa vendar ogromno energije je bilo vloženo, da je to tekmovanje ugledalo svoj luč, ne? Je pa bil to en tak strnjen termin, tudi lokacijsko smo ga umestili letos v Lendavo, tako da se je to tekmovanje premierno otvorilo sezono tekmovanja za mlade glasbenike in plesalce Republike Slovenije v Lendavi. Kakšen je bil pa odziv, prijave? Ja, prijav je bilo podobno kot na Balteku, kar je bilo prijetno videti, se pravi 58 kandidatov, 41 iz osnovnošolskega
izobraževanja, da tako rečem, in 9 srednješolskega. Še te rezultate poglejva? Rezultati so v prvi kategoriji 7 zlatih, 12 srebrnih in 14 bronastih, to je dekleta. Pri plesalcih pa 2 zlati, 1 bronasta. V višji kategoriji, v drugi kategoriji, srednješolski, pa so bile podeljene 4 zlate, 4 srebrne, 5 zlatih, vsega skupaj tekmovalo 9 srednješolcev. V tretji kategoriji pa 2 študentki Višje baletne šole iz Ljubljane, Konzervatorija Ljubljane, ki sta prijeli zlato. Lepi rezultati, ne? Da, zelo lepi rezultati pri plesalcih, tako Balteko kot Contempo, prav tako tudi pri Temsigu. Zdi se mi, da ta barva plakete mora povedati veliko. Včasih smo navajeni videti točke, biti ocenjeni z številkami, kar seveda je nujno potrebno pri nekem umeščanju, pa vendar razširitev točkovanja, razpon zlatega, bronastega in srebrnega priznanja pa to nagradi. Gospa Betka Bizakotnik, hvala lepa za pogovor in pa uspešne priprave na naslednje tekmovanje želim. Hvala lepa, si so že v teku. Dodajmo še, da je program Ars 5 izbranim prvonagrajencem tekmovanja Temsig podaril snemanje 30-minutnega programa po lastni izbiri za arhiv. V nedeljo 29. marca dopoldne je bil v dvorani Marjana Kozina v Slovenski filharmoniji tretji koncert iz letošnjega bolmajskega cikla Mozartine Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Tokrat je povabil goste mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti in mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Dirigirala je Alenka Podpečan, pevska solista pa sta bila sopranistka Beti Bratina in baritonist Lovro Korošec. Skupaj so izvedli Mašo otrok v A-duru Johna Ratterja, več pa v prispevku glasbene urednice Katarine Radaljac-Jazbec. Za svečan in umirjen uvod v koncert je poskrbela izvedba Pachelbelovega kanona v D-duru, ki je zazvenel v ravno prav počasnem tempu. Slišali smo homogen zvok godal in lepo prelivanje glasov v violinah. Iz dobro uravnotežene spremljave violončel in orgel pa je izhajala prepričljiva stabilnost. John Rutter je Mašo otrok napisal leta 2003, a njegova glasbena govorica ostaja v tonalnem svetu, prepletenem z nekaj preprostimi, a efektivno povezanimi motivi, ki večinoma izžarevajo precej svetlo vzdušje,
kljub temu, da je delo nastalo potem, ko je skladatelju v prometni nesreči zelo mlad umrl njegov sin. Že ta kontrast med zvočnostjo skladbe in njenim ozadjem nastanka poslušalca preseneti in gane. Skladatelj je v ospredje precej enakovredno postavil oba zborovska sestava, pevska solista in orkester. Pri slednjem bi lahko rekli, da gre pravzaprav za komorni ansambel v zasedbi harfa, flauta, oboa, klarinet, rog, fagot, tokala, kontrabas in orgle. Na odru je torej vsak glasbenik sam in večina med njimi se tekom skladbe predstavi s kratkimi solističnimi frazami. Te so nastopajoči na nedeljskem koncertu občuteno izvedli. Tudi sicer je bila izvedba pod taktirko Alenke Podpečan zelo angažirana, oba zbora sta se izkazala z močnim in homogenim zvokom, lepim dinamičnim niansiranjem in prepričljivimi spremembami zvočne barve, ki je pomembno prispevala k prepoznavanju različnih občutij, vtkanih v glasbeno govorico skladatelja. Prvi stavek, Kyrie, je bil motivično in harmonsko zelo minimalistično zastavljen, lepi dinamični loki so pridodali k slikanju vzdušja, ki se je skozi vstope posameznih glasbenih skupin jasno izrisovalo. V Gloriji je prevladovalo svetlo in svečano vzdušje, nekoliko bolj razgiban glasbeni material pa je lepo prehajal med nastopajočimi. Izpostavimo še prepričljiva in lepa inštrumentalna uvoda pri Gloriji, pa tudi pri stavku Sanctus. Slednji je zazvenel kot na vse efektiven kontrast veličastnemu zaključku Glorije, kjer smo slišali prav mogočen fortissimo. V stavku Sanctus je najbolj do izraza prišla lepa zvočna barva ljubljanskih madrigalistov, njihovo fraziranje in delo na dinamiki sta bila dovršena. V stavku Benedictus je v ospredje prišel mladinski pevski zbor RTV Slovenija, prav tako s homogeno in jasno barvo ter veliko mero angažiranosti med pevci. Stavek z največ teže je bil, kot je to običajno pri mašah, Agnus Dei, kjer je skladatelj vzpostavil lep kontrast med bolj mračnim prvim delom, ki ga je izvedel komorni zbor, ter drugim, zelo svetlim, ki je v ospredje ponovno postavil mlade pevce. Njihovo petje je nagovarjalo k pomiritvi in morda celo k upanju. Finale je zazvenel v prevladujoči svetli barvi, ob dobrem motivičnem povezovanju in z občutki hvaležnosti ter optimizma. V četrtek je v Narodnem domu Celje na 3. koncertu v sklopu abonmaja Sosedje zavoda Celeja Celje gostoval hrvaški ansambel za staro glasbo Minstrel. Koncert je spremljala tudi Polona Kovačič in nekaj vtisov strnila v naslednjem prispevku. Koncert z naslovom Potovanje po Jadranu, ki ga je izvedel 8-članski vokalno-inštrumentalni hrvaški ansambel Minstrel, je poslušalce popeljal na približno 50-minutno glasbeno raziskovanje po Jadranu. Ansambel, ki deluje že več kot 3 desetletja, izvaja glasbo srednjega veka, renesanse in zgodnjega baroka, ter je že požel številne pohvale doma in v tujini. Poleg nastopov na pomembnih hrvaških odrih in festivalih je gostoval tudi v Angliji, Franciji, Romuniji, Avstriji in na Finskem. Ansambel pripravlja koncerte sakralne in posvetne glasbe ter izobraževalne programe za šole, v katerih z zgodbami približuje življenje srednjega veka in renesanse. Posebno pozornost posveča glasbi evropskih mojstrov, hkrati pa redno predstavlja tudi glasbeno dediščino hrvaških skladateljev.
Program koncerta je bil zasnovan kot preplet glasbenih poti jadranske regije, ki je v zgodovini imela bogat kulturni in trgovski pretok. Predstavljeni so bili skladatelji prehoda iz renesanse v barok iz različnih delov Jadrana, od Vinka Jeliča, Andrija Motovunjanina, Filipa Vranjanina do Ivana Lukačiča. Ob tem so bili na programu tudi Tomaso Cecchini, Vincenzo Comnen in Gabriello Politi. Slišali pa smo še 3 dela anonimnih avtorjev, ki so prispevala dodatno širino in razkrivala bogato glasbeno tradicijo Jadrana. Celoten izbor je torej prepletal meditativne, subtilno oblikovane trenutke z živahnejšimi virtuoznimi pasusi ter ustvaril občutek potovanja po kulturnih in geografsko raznovrstnih razsežnostih Jadrana. Med 3 pevci je vzbudila pozornost sopranistka Ana Jembrek, ki je pokazala izvrstno tehnično pripravljenost in brezhibno dikcijo. Njen glas je lep in zaokrožen, obenem prodoren, a hkrati mehak in izrazno občutljiv. Odlikujejo ga naravna barva, čista intonacija in sposobnost, da tudi na zahtevnejše fraze izpove s pristno čustveno toplino. Tenorista Nenad Kosak in zlasti Goran Grčič sta bila nekoliko manj prepričljiva. Njun nastop je bil tehnično šibkejši, z manj izrazno dinamiko in barvami glasu, kar je zmanjšalo kontrast med glasovi. Kljub temu pa je celotna zvočna slika ostala skladna. Inštrumentalisti so prispevali bogat in uravnotežen zvok, ki je podkrepil vokalno linijo in ustvaril občutek prostranosti. Koncert je bil več kot le predstavitev posameznih del. Bil je glasbeno potovanje po nevidnih portolanskih kartah Jadrana, ki so jih ustvarjali umetniki in po katerih so potovale ideje skozi čas. Ansambel Minstrel je pokazal, da obvlada subtilne zgodnje glasbene strukture, dinamiko skupinskega igranja in zna prepletenost vokalnega in inštrumentalnega zvoka predstaviti z občutkom in prefinjenostjo. Čeprav je bilo občinstva v Narodnem domu Celje malo, je ansambel kljub kratkemu nastopu ustvaril prijetno in odzivno razpoloženje.
V petek 27. marca je bil v prostorih Krajevne knjižnice Kostanjevica na Krki v okviru Couch festivala koncert Dua Ihosfera, ki ga sestavljata kitarist Matija Krivec in violinist Klemen Bračko. Strastna multiinstrumentalista, skladatelja in producenta sta se predstavila z raznovrstnim programom, ki je segal vse od džeza, etna, plesne in filmske glasbe do klasike. Na dogodku je bila tudi Katarina Radaljac Jazbec. Couch festival je subkulturni in intimni mednarodni umetniški festival, ali kot ga opišejo njegovi ustvarjalci, multižanrska, družbeno in prostorsko angažirana platforma, ki se odvija po dnevnih sobah in drugih nekonvencionalnih prostorih v Sloveniji in tujini. Idejni in programski vodja festivala je glasbenik in lutkar Matija Solce. Couch, ki je lani praznoval že svojo 10. obletnico, vztrajno raste, obiskovalkam in obiskovalcem pa ponuja žanrsko raznolike, robne in igrive koncerte ter performativne dogodke v dnevnih sobah, ateljejih, kuhinjah, galerijah in pisarnah, pa tudi v socialnih in družbenih ustanovah, javnih površinah, gledališčih ter klubih. In ker se festival v zadnjih letih vedno bolj uspešno širi po celi Sloveniji, je letos nekaj dogodkov potekalo tudi v Posavju. Poslušalci petkovega koncerta Dua Ihosfera smo tako sedli med knjižne police Krajevne knjižnice Kostanjevica na Krki in se prepustili intimnemu dialogu med Matijo Krivcem in Klemnom Bračkom, dvema vrhunskima, klasično izobraženima glasbenikoma, ki jo je ustvarjalna pot zanesla prek tradicionalno začrtanih žanrskih, pa tudi izvajalskih meja. Koncert sta začela z nekaj priljubljenimi melodijami iz filmske glasbe, sledila so dela napisana za glasbeno in plesno skupnost Balfolk, ki se ukvarja s tradicionalno evropsko ljudsko glasbo in plesom iz različnih evropskih držav. Slišali smo tudi nadvse izvirno in lahkotno interpretacijo Bachovega stavka R iz skladateljeve 3. orkestralne suite, nekaj občutenih avtorskih skladb Matije Krivca in ameriške jazz standarde. Zelo razgiban koncertni večer torej, ki pa mu je bila skupna izredna predanost obeh nastopajočih ter iskrenost in odprtost, da svoje znanje in izkušnje, predvsem pa občutke, povezane z glasbo, delita s poslušalci. Čeprav sta tehnična dovršenost violinista Klemna Bračka in virtuozna ter interpretacijska spretnost kitarista Matije Krivca navdušila, je njuna muzikalnost in pristna povezanost z glasbo in drugim na odru preveč izstopala, da bi se poslušalec hotel preveč obremenjevati z gledanjem pod njune prste. Večer v Kostanjevici je tako minil kot mnogo drugih na Couch festivalu, z občutki hvaležnosti, povezanosti in človečnosti, v intimnem, a zato nič manj, morda še toliko bolj dragocenem vzdušju.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnja nekoliko krajša oddaja Glasbeni utrip je že skoraj pri koncu. Naj povemo še, da bo jutri, v četrtek in v petek, obakrat ob 19:30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na sporedu 5. koncert letošnje sezone filharmoničnega cikla SMS, same mogočne skladbe. Naslov koncerta je tokrat V iskanju odgovorov. Zazveneli bodo skladba Fratres, Bratje Arva Perta, plemeniti in sentimentalni valčki Morisa Ravela in uglasbitev sekvence Stabat Mater Francisa Poulenca. Poleg zbora in orkestra Slovenske filharmonije bo nastopil še zbor Hrvaške radiotelevizije, solistka bo Sofija Burgos, dirigiral pa bo Bas Vigers. Spremljali boste lahko tudi neposredni prenos petkovega koncerta na programu Ars. Oddaja Glasbeni utrip je tako končana. Prispevke so pripravile sodelavke uredništva za resno glasbo programa Ars, Vesna Vovk, Katarina Radaljec-Jazbec in Polona Kovačič. Oddajo sem vodil in uredil Mihael Kozjek, za njeno zvočno podobo pa je poskrbel tonski mojster Jernej Boc. Srečno do prihodnjič!